Spoštovani, recimo, da ste ga fasali. Koronavirus, edini test, na katerem ste hoteli pogrniti, ampak žal je bilo pik dovolj za pozitivno. Zdaj morate vse svoje sorodnike, prijatelje, kolege, ženo, ljubico, trgovko iz Mercatorja, poštarja, vse one, s katerimi ste bili v stiku, obvestiti, da grejo za 10 dni v izolacijo, ker ste jim mogoče zrihtali virus, zaradi katerega bojo sam dvakrat zakašali ali pa šli zavedno na žale. To je tako, kot če bi delali sarmo iz kitajskega zelja. Zveni enostavno, ampak v praksi to ni sarma, ampak čorba. Zato mogoče par nasvetov. Najprej napišite vse svoje kontakte v tabelo in z vsakim od njih komuniciraš posebej. Rečemo, da sem jaz okužen, to bi izgledalo takole. Prvi primer, sosed Stane. Zadnjič sem mu pomagal menjati gumo na biciklu. Stane na šihtu zelo priden, on ne bo dobil odpoved, če ga 10 dni ne bo. A on bo tudi z veseljem ostal doma in gledal gluposti na YouTube, tako da Stane ni problem. Problem je Darinka, njegova žena. Ona si ne more prvošati, da je Stane 10 dni doma, ker ona ga rab, da skoči v trgovino po kruh in spotoma napumpa gume, in spotoma skoči po solato na vrt, in spotoma sem, spotoma tja. Stane že pol življenja živi spotoma. Tako da njega sploh ne kličeš, kličeš Darinko in obljubljaš, da takoj, ko bo te karantene konc, boš Stanetu pomagal spucati klet, bo ta šla v barako zrihtati, boš sem, boš tja, 3-4 obljube, uro in pol na telefonu in tudi Darinka bo spotoma razumela. Primer drugi, znanka Sandra, gledaš jo na igrišču, kjer se vam otroci skupaj igrajo. Sandra je cel dan v zunji s tamalimi, zato ker on njen debil zdaj dela od doma in jo je prepričal, da lih on, komercialist, ki prodaja luft, razvija cepivo pred koronavirusom in on rabi svoj mir, pete ven. Valjda, najprej njej pošljaš SMS, ej, pozitiva, sorry, se zgodi, pa njemu na domofon, pet zdaj ti za 10 dni ven pazi tamale, a pust Sandro, da razvija cepivo, veš. Primer tretji, kolega Goran, skupaj igrata basket. On je tak športnik, aktiven, gibanje. Če njemu rečeš, da bo 10 dni zaprt, ga ubiješ, oziroma on ubije tebe, ko pride ven. Tako da njemu moš to stvar prodati, kao to je dober, ga moš napaliti. Gorc, jaz ti že preštih v stanovanje. Nisi, ker nismo od sajta, ne? No, zdaj ga imaš, stari. 10 dni, lahko greš 3-krat čez. Če rabaš valčke, poklič. Primer četrti, teta Jolanda, 98 let stara, rizična skupina. Kako njej povedati? Ona nima otrok, ti si njen najbližji sorodnik, mislim, tvoja žena. Teta živi sama v svojem stanovanju, v centru. Tukaj moraš iti osebno povedati, ker njej je pomembna ta bližina, ta topla beseda, stanovanje 70 kvadratov. In ji povedati, teta, vse bo v redu. Lokacija topa. In ji reči, teta, skupaj greva skozi stol. Še garaža zraven, majke mi. In obvezno osebno nimaš kaj izgubiti. Primer peti. Poštar Dule. Srečuješ ga vsak dan, ko Ej, Dule, halo, snemam ni... Kaj, v redu sem, kaj? Nimam vročine, zakaj? Kaj ne grem nabaviti? Ok, 4 kante jupola, 2 kvadrata... Zakaj ti to rabaš? Jaz rabam. Čakaj, Dule, ti si mene okužil, ali kaj? Pa si ti normalan od te, pa... A jaz moram delati, to še edino, kar imam budalo.